V Sloveniji ima vsak 10. prebivalec okvarjen sluh. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje pa jih le okoli 50.000 uporablja slušni aparat. Zaradi staranja prebivalstva se število invalidov sluha povečuje. Ker v Sloveniji nimamo celovitega sistema rehabilitacije naglušnih oseb, se te združujejo v skupine za samopomoč. Ena takšnih od leta 2002 deluje v okviru Društva gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine. V Dolenjskem listu je bilo tako čisten majčkan kvadratek in sem se potem jaz na tisto glas javila, ne. Ampak vključila sem se takoj, ker res mi je veliko dala. Vedela sem, da bom med sebi enakimi. In v glavnem zelo rada hodim sem. Zdaj nimam nobenih težav, ampak preden sem začela hoditi, sem pa imela tudi doma, v domačem okolju, sem vse sort doživljala zaradi moje naglušnosti. Tako jaz niti vedela nisem, da sem naglušna. Moji so pa to čutili, ker sem jaz zelo vpila, ne. Če si naglušen, bolj na glas vpiješ. Jo, to mi veliko pomeni. Se pravi, da tudi te razumejo ljudje. Tukaj lahko potožiš, se posvetuješ, na vse, s hčerko smo imeli psihologinjo tukaj. Ona nas je pustila, da smo mi sami kakšno reč razčiščevali, ne. Edino, če je bilo treba, je ona vskočila potem noter. Tako mislim, da nekako bi pogrešala, če bi se to ukinilo. Pa dokler lahko hodim, zelo rada hodim. Če pride novi član, tako kot sem jaz prišla, poveš pač svojo zgodovino, v kratkih besedah predstaviš sam sebe, vmes pa še kaj takega pride, ki prinese, ko dogodka prinaša življenje, recimo. Je hudo, je dobro in to potlej rada delim z njimi. Imam občutek, da me sprejemajo taka, kot sem. Pri 35 letih v službi je nastal problem. Jaz sem delala kot medicinska sestra in pri predaji službe nisem razumela besed, izginile so mi črke in sem našla prigliho. In potem sem kolegice levo pa desno, kaj je rekla. Na kar sem potem se odločila, da grem le na pregled in mi je že takrat povedal zdravnik v novomeški bolnici, da bom popolnoma izgubila sluh in da se naj naučim brati z ustnic. Bilo me je sram. Niti, če nisem razumela, nisem povedala tako kot zdaj, oprostite, jaz vas ne razumem, ker ne slišim. Prosim, glejte me. Prej sem pa prišla v konflikte v službi. Morala bi reči ne, sem rekla ja, ali obratno. Tudi doma se je to zgodilo, da so otroci rekli nekaj, to se, mislim, vedno povem. Hčerka je spraševala, mami, ali je kaj sladoleda? Jaz sem bila tiho, na koncu odgovorim, kakšnega medveda, meni se je samo rimalo na koncu. Da, da. In je bil smeh, ne. Okrasne smreke, pa gor imajo kako. V skupini se zelo dobro počutim, všeč mi je, ker se srečujemo sebi enaki, imamo podobne, enake probleme. Tukaj razpravljamo o naših vsakdanjih tegobah in seveda o skupnih. Se seznanjamo, kaj je novega na našem področju, tehnični pripomočki in tako naprej. Tudi kam gremo. Šli smo skupaj recimo v kino gledati tridimenzionalni film, ne. Potem smo šli na ekološko kmetijo in še bi lahko naštevala. Imeli smo literarni večer, skratka. S takšnimi dogodki si popestrimo.
ta naša srečanja, vendar največ in veliko nam pa pomeni to, da se med sabo pogovarjamo. Mala ima pa jutri rojstni dan. Pa da do kakšnega vnuka naredil, da so se pa odločili. Tukaj doživljam zelo zanimive stvari, seznanjam se z izkušnjami kolegic in kolegov, udeležencev te skupine, ki povedo o svojih izkušnjah, o tem, s kakšnimi problemi se srečujejo pri izgubi sluha. No, ta skupina se nekako odpira tudi v širši prostor, udeležujemo se tudi različnih kulturnih dogodkov, imamo pohodniško skupino. Ko sem se upokojila, sem se nekako, bi rekla, notranje umirila in pripravila na to, da želim začeti uporabljati slušni aparat. Moram reči, da sem se dokaj hitro navadila, no pri tem mi je zelo pomagala sekretarka društva, gospa Baničeva. Naglušni težko priznajo, da so naglušni, da skrivajo, da pomeni to biti star, da pomeni to včasih izpasti tudi neumen v družbi, ker ne slišiš, ne razumeš, da po stotič poveš družini, prijateljem in sosedom, da ne slišiš, pa ne upoštevajo tega, ker... Z izgubo sluha je povezanih veliko psiholoških stisk. Imeli smo tudi že poskus samomora, smo recimo ali pa ločitveni postopek tudi zaradi nerazumevanja v družini, zaradi naglušnosti, gluhote. Sem jaz takrat predlagala, da gre v skupino, da ga tudi psihologinja obravnava, da ga tudi skupina posluša, da mu svetuje, komorkoli že, in mu tudi tako pomaga in odpira drugačne poglede na ta njegov problem. In to mi je v eno veliko zadovoljstvo, da so tako zreli ljudje, da so tako polni izkušenj življenjskih, da lahko to sprejmejo realno in da tudi svetujejo sočlanu, sočloveku, da nekako pride iz te stiske. Mislim, da tukaj bomo nadaljevali. Ne smejo posiljevati ljudi, da če imajo, sigurno, da so prvi tisti, ki so rekli. Mislim, skupina mi tudi daje veliko samozavesti od takrat, se ne sramujem več slušnega aparata, sem tudi veliko več kontaktiram tudi z drugimi ljudmi in res je zelo veliko, mislim, eni ne morejo verjeti, kako sem se tudi veliko več začel pogovarjati z drugimi, pa tudi v domačem okolju, sosedje pa to pravijo, da je res. Je res drugače, bolj si odprt, bolj prejemaš tudi ljudi take in res hvala skupini. 40 kvadratov, mislim, da je 40 kvadratov, zgornji pa spodnji del, skupaj združeno drugače, 4x5, nekako se pravi.